Dober večer, dragi prijatelji, drage prijateljice. Upam, da ste dobro. Zakaj to vedno rečemo? Da sem dobro. Upam, da ste dobro. Najprej naj povem, da sem prišla s hriba in potem sem šla še v bazen, da sem malce, da mi paše, ker je lepo toplo še pri nas v Velenju. In potem sem šla pod vroč tuš in kakor vidite, sem čist rdeča. Sem lepo barvo dobila. Tako da, ko sem se gledala, sem rekla, čak malo, a se grem to zdaj napudrati ali je v redu, če imam tako barvo. Lepo, da ste spet z menoj. Danes sem spet tukaj z vami, da vam odgovorim na nekaj vprašanj, ki ste mi jih postavili. No, najprej naj povem, da sem spet odprla en webinar in smo se zmenile z mojo sodelavko Minjo, da bomo, na primer, do 100, pa bomo pol zaprle in spet so nam ušle vajeti. In moram povedati, da ko sem brala vprašanje, mi je bilo najbolj zanimivo, ker se res lahko združijo v 5 sklopov. Prvi sklop je to, ki ga bom mogoče tudi danes odprla, zato sem se potem odločila, da bi to odprla, pa bom o tem govorila, ampak res se vidi, da imamo veliko strahov, potem, da se bojimo izstopati, ker če bomo izstopali, nas bojo takoj hapsali. Po drugi strani pa smo mogoče malce premalo vztrajne na tem, da naredimo spremembo. Ampak tako, jaz sem se odločila, tisti, ki se mi boste pridružili na webinarju, webinar je, prosim lepo, to je zaprt, 4.5. imamo, želela sem imeti samo 100, vas je več kot 100, zdaj bo se neka Mini, da si želim, da jih je res samo 100 in ne bi želela imeti več in bom res odgovarjala samo na vprašanje. To bi mi vzela vprašanje, prebrala povedala, kje to vidim, na čem je treba delati in potem se lotila drugega vprašanja. Sam se veste, da zelo težko je v 1 uri odgovoriti na vsa vprašanja, če hočeš mogoče malo bolj poglobljeno. Dobro, danes sem se odločila za vprašanje, čakaj, da preberem, ker zdaj vi ga imate gor napisanega, jaz ga imam pa tle. To pomeni, zakaj si ne upam podati svojega mnenja, potem strahovi, ki me omejujejo, da odprem podjetje, in ta tretje, kako se postaviti res na prvo mesto. To pomeni, zakaj vedno so vsi pred mano, zakaj se nam to vedno dogaja. In naj vam povem, da vedno višje, kot ste, vedno bolj, ko ste prepoznavni, vedno bolj, ko ljudje vedo za vas, vedno bolj pihlja. To se tako spomnim, to mi je enkrat Janez Škrabec rekel, ko smo dobili zlato gazelo, je rekel, Tanja, zdaj, ko si na vrhu, zdaj ne piha samo z ene strani, ampak zdaj bo pihalo iz vseh strani. In jaz srčno mislim, da mi je tisto tudi pomagalo, da sem sprejela negativne komentarje, saj jih so še vedno prisotni, tudi na mojih teh postih, ampak jih več tako ne jemljem k srcu, ampak zaradi tega, ker sem delala na sebi. To je res nekaj, kar vam svetujem, dragi moji. Delo na sebi je edino takšna stvar, da boste lahko tako spustili, da karkoli se vam bo zgodilo, boste rekli, to ni moj problem, to je od tistega, ki je to povedal. Ne boste vse vzeli dobesedno, boste znali prefiltrirati določene stvari in bolj, ko ste v svojemu stebru, zdaj gledam, ko mi je napisal huda paše, pa to v redu, viš, to taki se najdejo. Ampak v redu, če sem seksi tudi, hvala. Hvala, sprejmem kompliment. Bolj, ko boste delali na sebi, bolj boste tudi v svojem stebru. In meni je včasih samo tako hudo, jaz moram priznati, da sem včasih zelo trpela, vsi tisti, ki ste prebrali mojo knjigo, sem tudi v knjigi delila eno celo poglavje na to temo, kako je, kako ti nekdo da komentarje, kako razmišljaš na drugi strani, kaj se ti zgodi, kljub temu, da veš, da tako ti je dal komentar, ima zelo veliko bolečin, veliko ran, ampak dokler ti tega ne veš in dokler tega nisi ti ozavestil oziroma odstranil, vzameš vse te rane isto kot tvoje rane in te vsaka rana zaboli. Jaz lahko povem iskreno, da ko preberem komentarje, še vedno začutim, mogoče kje je tako, malce me stisne v tistem primeru, ampak ni, da bi me pa zabolelo. Gre lahko česa, lahko skozi. Veste, kaj mi je pa najbolj hudo? Ker zaboli moje najbližje. Naprimer, zaboli mojo mamo, zaboli
Kdaj pa kdaj tudi mojega brata, čeprav ne želi kaj dosti govoriti o tem, zato ker nima Facebooka, zaboli kakšne moje sodelavce, tiste, ki so mi blizu, tiste zaboli in jaz težko rečem, lej, pusti, to je stvar, ki jo ljudje tako vidijo in to je njihova stvar in to je treba spustiti. No, in to je zdaj eden izmed prvih nasvetov, dragi moji. Če želite biti srečni in uspešni, to jaz tudi učim na mojih online tečajih, dragi moji, je prva stvar, da se odmaknete od okolice. Jaz ne znam to drugače pokomentirati. Jaz bi, če bi bilo možno, to dam mojim strankam, pač vam ne morem kar tako reči javno pa to. No, ampak lahko pa vam delim mojo izkušnjo. Tako da ne bom rekla vam nasvet mojo izkušnjo. Jaz najprej, ko sem začela delati na sebi, jaz sem res odklopila vse možne časopise, vse televizije, odstranila nekaj časa socialna omrežja, delala jih je takrat pač moja sodelavka, poskrbela za to, potem, da sem lahko in še dan danes resnično, zelo sem pozorna na čas, ki ga usmerjam na socialna omrežja, za članke, karkoli pač je. To pomeni, zavedam se, da je to moj čas in da ta moj čas je moje življenje in da ga je potrebno pravilno razporediti. In če ni pravilno razporejen, potem pač si ne namenim sebi časa, ne namenim mojemu možu, mojima 2 zlatima otrokoma in tudi vsem ostalim, ki jih imam zelo rada. Še posebej prejšnja tema je bila tudi na prijateljstvo in tudi na prijateljstvo zdaj namenjam čas. In tako se mi zdi, da je to pač neka obveza, pri meni je pač obveza naenkrat na način, da imam v koledarju zapisano, zato da se spomnim, da mi pride v navado in ko mi pride nekaj v navado, to tudi sprejmem. Tako da okolica, dragi moji, je prva stvar, ko boste lahko začeli deliti, iskreno povedati svoje mnenje, ko boste se postavili na prvo mesto in predvsem, ko se boste odmaknili nekih strahov. Prosim, odstranite okolico. Začnite razmišljati, da položnice plačujete sami, da za svojo srečo skrbite sami, za svojo hrano skrbite sami, to pomeni, kakšno hrano vnašate vase, kakšno hrano res vnašate vase in vse to, kakšne misli, informacije, to je tudi hrana. Ali vzamemo to ali ne, to je hrana. Primer, ki se mi zdi tako, ko zelo rada govorimo o teh, oziroma jaz rada govorim, nasplošno tudi vsi radi govorijo in tudi tako sem se učila, da imam napisano, vedno imam napisano, si tako vzamem na tedenskem nivoju, jaz sem z afirmacijami največ naredila. To pomeni, afirmacije sem si ponavljala 21 dni in tudi, naprimer, 21 dni, 66 dni, 90 dni, odvisno, katera mi je pač bila potrebna. Ampak zdi se mi, da tudi to dajem mojim strankam, mojim sodelavcem. Ampak zdi se mi, da je ful dobro, da stavek začutiš, da ga podoživljaš, da najdeš. In zdaj bom, naprimer, ker vam kamere ne morem predstaviti, bom odlepila te moje 4 afirmacije, ki jih imam zalepljene. To pomeni, to so mi prišle prejšnji teden, v nedeljo, ko smo končali, smo bili na enem skupnem team buildingu, o katerem bi tudi govorila naslednjo srečanje. In si potem izpišem afirmacije, ki so pomembne mi, kar sem začutila, da je še treba karkoli delati na tem. In sicer prva, odpuščam si, to zadnjič smo rekli, da takole ne vidite, če takole, na drugi strani, takle pa po moje bi lahko videli, takole boste videli. Odpuščam si vse rane, ki sem si jih zadala v življenju, kajti mi smo tisti, ki si največ ran povzročimo. Tako da, dragi moji, če imate globoke rane, to pomeni, ko vas karkoli zaboli, ko nekdo nekaj reče, ali da se ne upate izraziti svojega mnenja, ali, naprimer, da se vam zgodi, ne vem, da je samo kakšna drugačna beseda, čisto drugačna beseda, res predlagam, da si poiščete kakšnega terapeuta, nekoga, ki vam lahko pomaga. V mojem programu, online programu, je drugo srečanje, prvo srečanje sprejemanje sebi, ki se mi zdi najbolj pomembno, da jaz sprejmem sebe, da imam danes malce naraska tukaj in da stojim z vami, da nimam make-upa, da sem živo rdeča, da si nisem dala make-upa in da sem pred vami, da sem to, kdor sem, spoznajte me, poglejte me, to je, sprejela sem, kdor v resnici sem, ne glede na to, kaj bo kdo napisal. To pomeni, se sprejmem takšna, kar sem. In ko sprejmem sebe, sprejmem tudi druge. In ko sprejmem druge, tudi če je kritika, jih ne obsojam, ampak rečem, lej,
je že kakšna bolečina udarila in sem bila jaz tista, ki sem to pokasirala. Na tak način jaz zdaj to vzamem. Jaz to ne vzamem zdaj nekaj, kar je bilo ful napad name. Prva moja. Druga, vedno govorim, to pomeni, glede na to, da so me starši učili, tako smo se učili v naši družini. V naši družini je bilo tako, izredno direktno, nič kaj zavito okoli, tako malo s folijo, direktno povedano tako, kot se misli, in to, ko govorim o družini, govorim o širši družini. To govorim tudi po očetovi strani, po mamini strani, po vseh stranih. To meni zelo direktni, čim bolj direktni, in nekako sem se to navadila. In marsikomu, ki na to ni bil navajen, je to zelo naporno, ko dobi direktno informacijo, tisto, katero je. Ampak, kaj pa sem se naučila? Naučila pa sem se pri tem, da informacijo podam na zelo, zelo spoštljiv način. To pomeni, še vedno jo povem iskreno, odprto, ampak na spoštljiv način. To pomeni na takšen način, da vedno rečem, če govorim s srcem, potem to osebo, tudi če je zaboli, ampak je povedana z moje strani iz srca, kar pomeni, da sem želela vse najbolje. In čez čas potem ta oseba tako in tako pride, ali spozna, ali pa tudi ne, da je to bilo dobro za njo. Ok. Tretja stvar, ki se mi zdi taka, to sem se jaz skozi življenje res naučila, koliko jaz se imam za uspešno. Res ja, imam se za uspešno, imam se za, da sem nekaj ustvarila v življenju. Imam se za nekoga, da sem naredila veliko, veliko spremembo na sebi in sem hvaležna za to vsak sleherni dan, čisto vsak sleherni dan, ampak koliko ženske take, ko se želi izpostaviti, pa da so uspešne. Redko katera. Zakaj? Ker marsikatera ženska, ker se izpostavi, so dosti bolj grobi izrazi, komentarji, ko pride do ženske, ko pa do moškega. To pomeni, če bi moški odpustil žensko ali moškega, je to ok. Ko pa ženska to naredi, je pa vse narobe. Seveda je tudi narobe, ker ženske imamo zelo, zelo močen materinski čut. In ta čustvena inteligenca prevladuje včasih v tem, da v službi ne vklopimo toliko objektivnega mnenja, ampak dodamo predvsem ta čustveni del. Jaz zdaj učim, kako se to grozno sliši, dajem nasvete ali pa delim izkušnjo z mojimi, da je bolje biti objektiven menedžer ali pa direktor, direktorica, ampak s čustveno inteligenco. To pomeni, da se ne navežeš takoj na osebo, ampak da poskušaš se zavedati, da sta oba skupaj tukaj, da soustvarjata neko krasno zgodbo o uspehu, da soustvarjata skupno vizijo, da soustvarjata nekaj, kar je en na tem področju dober, drug na drugem področju dober, in če se uskladita, potem sta za in potem ni nobenih izzivov tudi karkoli povedati, zato ker oba stremita skupnemu cilju. Takoj, ko se pa ti čustveno preveč vpleteš notri, pa deluješ na način, da če odreže, jaz sem prepričana, da marsikoga, ki sem odrezala od mojih sodelavk, ki so bile včasih pri meni, zgleda tako, kot da je mami odrezala svojega otroka. Pa ne glede na to, da te osebe niso bile toliko mlajše od mene, ampak jaz sem bila v vlogi matere. In ko sem v vlogi matere, potem se človek bolj naveže iz čustvenega področja in bolj želi iz čustvenega področja pokriti določeno nalogo, kot pa iz objektivnega, iz svojega dela, da pokaže, kako je uspešen. To je bilo dobro tudi vprašanje, ki mi ga je ena gospa napisala, kako voditi na ženski način. To je tudi dobra tema, krasna tema, ampak vse ne gre, vse ne morem hkrati. Evo, to je to. To pomeni moja afirmacija, ki je vedno, vedno pri meni, vedno prisotna, in jaz se res, dragi moji, predlagam, tisti, ki imate izziv mogoče sprejeti tako, da rečete res, zaupam življenju in sem varna. Zaupam življenju in sem varna. In vse, kar vam bo prišlo naproti, vam bo prišlo z razlogom. Zaupam življenju in sem varna. Okay? No in še eno ta zadnjo. Je pa tisto, kar sem se jaz tudi mogla naučiti, postaviti sebe na prvo mesto. To je bil tudi eden izmed mojih izzivov, zaradi tega, ker se mi tako zdi, zadnjič mi je rekel sodelavec, če vem, koliko je ura,
Ja, zdaj bi že kar skoraj mogla končati. Zadnjič mi je rekel sodelavec, ko smo se vračali iz našega team buildinga, v nedeljo mi je rekel, Tanja, ne boste mogla vse rešiti, Ana. Ne boste mogla vsem pomagati in jaz se s tem strinjam, absolutno ne. Želim pa samo skozi moje izkušnje, skozi mojo zgodbo vam pokazati, tisti, ki me spremljate že nekaj let in veste, kakšna sem bila, kakšna sem. Jaz mislim, da sem vedno bila srčna, da sem vedno bila odprta do ljudi, da sem vedno imela rada ljudi, mogoče pa včasih mogoče preveč direktna in danes to dokaj bolj, sem še vedno iskrena in odprta, ampak dosti bolj na spoštljiv način. To pomeni, da poskušam najti tisti ton, ki bo zelo, zelo dober tudi na drugi strani, če bo vsekakor sprejemljiv. To pa je afirmacija, ki pa jo imam tudi, moj mož včasih je rekel, če je to tisto, kar je mogoče malce egoistično, ampak ja, najprej morate biti egoistični, morate imeti najprej sebe radi, najbolj sebe. Sprejemam le tisto, kar je najbolje zame. Sprejemam le tisto, kar je najbolje zame. In tisto, kar pač ni dobro zame, tisto pustim. In to prepustim drugim. Evo, to so 4 stvari. In jaz bi res vam predlagala, da poskušate, tako malo je, vzamete tele listke, take majhne, enostavne listke, zalepite si jih v kuhinji, v kopalnici, v sobi, mi jih imamo vse povsod. Tisti, kateri pridejo k nam, se mogoče kdaj pa kdaj malce nasmejijo, ker vidijo na ogledalih, so vsa ogledala popisana, po drugi strani so pa kakršnekoli listki, samo zaradi tega, da se spomnimo, da smo sami kreatorji svojega življenja. In predvsem, da se spomnimo, da smo mi tisti, ki kreiramo, ali pa bomo drugače rekli, kvaliteta naših misli je odvisna od kvalitete naših dejanj. In s tem se takoj pokaže, takšne kot so naše misli, so tudi naša dejanja, drugačne ne morejo biti. Ok, druga točka, s tem sem vam hotela povedati, da če bo okolica še vedno na prvem mestu, kaj si misli sosed, kaj si misli soseda, kaj si misli ona, kaj si misli ta, kaj si misli ta, kaj si misli nekdo izmed vas, tistih, ki me pač, ki vam ne sedem. Če bo to tako daleč prišlo, bomo vedno iskali samo všečnost in naj vam povem, da jaz se ne spomnim, jaz nikoli nisem nikogar najbolj obrajtala tistega, ki je bil vsem všeč, ampak sem bolj obrajtala tistemu, ki je bil v svojemu stebru. Res, takmu sem sledila. Raj sem takmu sledila, ker sem rekla, on že ve, zakaj je tako. To pomeni, je kdaj povedal, da se ne strinja, ampak je izrazil svoje argumente. Sem začutila, ko sem mu izdelo nekaj nepomembno, da bi o čem govoril. Tako da, še vedno, predvsem razmišljajte tako. Tisti, ki hočejo čisto vsem ustreči, oni niso zanimivi. Tisti niso zanimivi. Zanimivi so tisti, ki imajo neko svoje mnenje in to mnenje tudi delijo. Druga zadeva, katera se mi zdi, da je tudi zelo pomembna, da smo včasih tako zahtevni do sebe. Wow, kako smo zahtevni do sebe. Nikoli ni dovolj dobro. Kaj ni nikoli dovolj dobro? A veste, da že to, da živimo, da smo na tem planetu, da se mogoče komu, da ste se danes nasmejali, ko ste šli ven, da ste nekoga pozdravili, da ste nekomu, ne vem, dali nek, ne vem, tako, da ste ga lepo pogledali, mu dali, ja, ne vem, en čas, nek trenutek mu namenili, koliko ste dobrega naredili pri tem. In včasih se nam zdi, da to ni nič. In ta preveč zahtevnost je zelo povezana s hvaležnostjo. Jaz sem prepričana tudi moji dragi mami in mojemu dragemu pokojnemu očetu, da sem mogoče včasih bila premalo hvaležna, za kar imam. Da, ne vem, sem pa le imela kdaj tako, sem lahko mirno življenje, ni me nihče napadal, nihče me ni, ne vem, izganjal iz stanovanja ali pa kakorkoli. To pomeni, sem lahko prišla domov, lahko sem se učila, lahko sem delala, kar sem počela, lahko sem kreirala svoj čas. In prosim vas, vsi tisti, ki ste preveč zahtevni do sebe, dajte vključiti malce več hvaležnosti v ta svoj dan. Jaz si to najbolj želim, da dam mojim otrokom, da so res hvaležni, naprimer, za to svobodo, ki imajo. Glede na to, da jaz mogoče prihajam iz skromne družine, Igor je vedno imel dovolj denarja, nek balans dela med enim in med drugim.
Ampak, če pogledam mojega moža, on je vedno vse imel in je še dan danes zelo, zelo hvaležen. Včasih 10krat bolj hvaležen kot jaz, če pogledam. Ne? Tako da, vsi tisti, ki ste prezahtevni do sebe, dajte malo več hvaležnosti, pa boste videli, da vam bo življenje dosti, dosti bolj enostavno, lažje in boste tudi lahko iskreno tudi povedali svoje mnenje, postavili se na prvo mesto. A veste, če ste hvaležni, pol vas ne bo strah, da bi lahko bilo karkoli napačnega. Seveda jih imam več, ampak glej, koliko je ura, da pogledam, ura je, čeprav sem rekla, da bom 20-40 mojemu možu. Tako rada bi govorila o zavisti. Tako rada bi enkrat odprla temo o zavisti. To je res, res drugo področje, eno področje. Jaz sem tudi delila zgodbo z eno televizijo, ki bo potem septembra na sporedu, ampak ne bom o tem. Bom zašla. Tudi prepričana sem, da marsikdo me gleda kot delodajalko ali vedno delodajalca nekdo jemlje kot izkoriščevalce, ampak jaz danes vem, da delamo krasno delo, da več kot 300 ljudem delamo varnost, da jim dajemo socialno podporo, da jim dajemo možnost osebnostne in poslovne rasti. A veste, to je tako, gledam res, res z drugim srcem in ne z drugim srcem, z drugačnimi občutki, kot sem marsikdaj slišala od koga drugega. Ali pa primer, ko mi pride stranka pa reče, želim imeti samo 15 ljudi, ker do 15 ljudi sem še skrita. Od 15 ljudi naprej me bodo že pojedli, bojo že govorili o meni. Ja, ampak največji vizionarji, najboljši vizionarji, najboljši guruji, naprimer Tonija Robbinsa, vsi poznate, Steve Jobs, dobro, to sta dve različni, ampak to imajo zaposlene tisoče in tisoče ljudi. To pomeni, da so vizionarji, ki vidijo, kakšno bo njihovo poslanstvo in kakšna je tista njihova pot. In če sem iskrena, jaz si tudi ne želim biti več dolgo sama v mojem inštitutu, ampak zaposliti prave ljudi, ki mi bodo pomagali, da bomo lahko delali naprej, ker inštitut ima krasno poslanstvo, izboljševati življenje. To pomeni, da se ljudje sprejmete takšni, kot ste in da delate tisto, v čem uživate. Tako da pravim, zavist, ena druga tema, taka težka tema. Po mojem sem še zdaj še bolj rdeča. No, in poglejmo in čakajte, pogledam, kaj sem si še. To, kar se mi pa res, res zdi, da je pa mogoče kdaj premalokrat, je pa v tem, da ne prevzemamo odgovornost za svoje življenje. Da rečemo, kaj me briga, kaj si drugi mislijo. Čutim, da je to prav, kar bom naredila. In ko čutim, da je to prav, ne grem nazaj, to pomeni, ne grem nazaj. Veste, koliko projektov sem tudi naredila, ko niso bili uspešni. Se kdo spomni mojih lesenih igrač? Po moje ne, zato ker jih niti niso prišli na tržišče. Ampak poanta je bila v tem, da mi je mogoče kdo rekel, saj sem ti rekel ali pa saj sem ti rekla. Ja, ampak jaz sem probala, sem prevzela odgovornost za to in sem rekla, probala sem in to je v redu. Sama sem odgovorna za to. Lahko naredim korak naprej. Prepričana sem, da ljudje, ko delajo napake, tudi prevzemajo odgovornosti. Ampak to je poanta, da ko naredi napako, da se nekaj iz te napake nauči in potem drugič te napake več ne ponovi. In tisti, ki ne dela napake, tisti je zaprt, predstavljajte si, koliko še ima potencijala. Če kaj imam, sem sigurno pogumna, zato ker kar streljam, grem ven. Spomnim se, da pred leti sem imela konkurenco gospodarstva, zdaj imam pa, jaz srčno upam, da nimam konkurenco, da ne vidijo nekateri kot konkurenco, kar počnem. Ampak zdaj sem pa na drugem področju in mogoče, predstavljajte mi, čez 3 leta, ko bom imela svojo šolo, sem se odločila, da bom kupovala podjetja in da bom poskušala v podjetjah narediti transformacije. Marija Madona, kaj tam bom tudi potem nekdo, ki bo me našel in spet prišel do tega, da nisem Pomeni, prevzamite odgovornost za svoje življenje. Ko boste prevzeli odgovornost za svoje življenje, boste videli, boste imeli občutek,
Jaz sem se tako odločil, vem zakaj, ok, sprejmem, sem se nekaj iz tega naučil, v redu je, moje misli ali pa moje želje so bile čiste, ne vem, karkoli, ni šlo, zakaj ni šlo, je drugo vprašanje, to je drugo vprašanje, potem spet lahko govorimo o drugih, ali smo verjeli dovolj, kdo vse je bil zraven, kdo je verjel in tako naprej. Ampak, ko prevzememo odgovornost za svoje življenje, nam je dosti lažje, nismo več tako občutljivi na določene stvari, ampak še enkrat pravim, če boste želeli izstopiti iz cone udobja, če boste še želeli postaviti na svoje prvo mesto, boste mogli na sebi delati. Res, jaz toliko let, koliko delam in jaz sem hvaležna vsem mojim terapevtom, res krasni so. Jaz vedno pravim, da vsaka tehnika, to je enkrat Vlasta rekla, da vsaka tehnika, ki je pomagala eni osebi, pomeni, da pomaga, je tehnika, ki pomaga. Tako da delajte z ljudmi, poiščite si pravi ljudje, s katerimi lahko govorite in predvsem, ko mi kdo reče, da je težko najti ljudi, se strinjam, da je težko, ampak iščite jih. Evo, in zdaj imam predlog, potem pa končam. Imam predlog. Dragi moji, ker se strinjam, ker sem bila jaz podobna kot marsikatera, ki mi piše, in bi naredila en predlog. Če ste za to, mi boste napisali, če ste za to. Prvo, kdo me najbolj spremlja, me spremljate Ljubljančani, tako da iskrena hvala vsem dragim Ljubljančanom za vseh vaš čas, ki me spremljate. Res tako, prav sem počaščena, ker ful izstopa številka. Opa, ampak druga številka so pa moje Velenjčanke. In mislim, da so Velenjčanke, bolj kot pa Velenjčani. In dajmo narediti tako, da jaz bi predlagala tako, velenjske podjetnice, najprej bomo ženske zbrale skupaj, ker meni je še danes žal za moje gibanje spremembe vredne in to bo sigurno enkrat, slej ko prej se bo spet postavilo naprej, bomo ga oživeli. Dajmo narediti tako, slovenske podjetnice, velenjske podjetnice, tiste, katere ste, pišite mi, napišite v spodaj, da ste podjetnica. Dajmo narediti eno srečanje, da so se odprle gostilne, bomo naredili eno skupno srečanje, pa na eno kavo bomo šle. Ampak predvsem, kaj vas prosim, preden prijete na srečanje, da odprete srce. Predlagam, da naredite meditacijo. Tiste, ki boste moje Velenjčanke, boste tako in tako dobile navodila. Zdaj pa druge, katere ste iz drugih koncev, naj ena da spodbudo in potem druge to naredite. Ena mora biti iniciator, samo ena naj bo iniciator. In ko bo ena ta iniciator, boste videli, kako se bodo druge priklopile. Dajmo se začeti družiti. Res je to, kar pravijo. Povej mi 5 tvojih prijateljic in ti povem, kdo si. Ali pa povej mi, naprimer, če nimate v skupini, v svojem prijateljstvu nikogar, če ste vi podjetnik ali podjetnica in nimate nikogar, ki bi bil v vaši družbi podjetnik ali podjetnica, vem, da imate izziv, ampak potem si je potrebno poiskati nekoga, ki vam bo blizu. Evo, in zdaj se tako zmenimo. Seveda, vse tiste, ki pač niste velenjske podjetnice, se nam lahko pridružite, tako da jaz bi najprej naredila varianto za velenjske podjetnice, menedžerke, vodje, kakorkoli. Saj veste, vodje pravi, da so najbolj osamljena bitja na tem planetu, ki imamo zgori nadrejene, ki morajo skozi nekaj spraševati in govoriti, in v spodaj morajo pa zaposlene motivirati, inspirirati, jih voditi, usmerjati, delegirati in tako naprej. A smo za to? Jaz bom fejst vesela vaših komentarjev in tiste, ki boste, potem tudi predlagam, no res, dajmo to narediti, nekaj pustiti odprto. Jaz sem tudi rekla, ker grem na morje, ko bom šla poleti na morje, ker poleti sem na morju bom vse tiste, ki so v bližini Malinske, Krka, bom kontaktirala, ker želim, da se začne širiti naša energija. Ampak, kaj je pomembno? Da preden pridemo na zmenek, da ne gledamo, naprimer, kako je kdo oblečen, kako je kdo nasmejan. Jaz res mislim, da mogoče bi naredila tim, da pridemo v trenerkah oziroma v športni garderobi, zaradi tega, ker potem nimamo nekih predsodkov, kdo kam spada, ker vedno reče, obleka naredi človeka. In bomo naredile meditacijo, preden pridemo, to pomeni, da bomo odprle srce, vizualizirale dogodek in na tem dogodku spoznale krasne osebe, s katerimi se bomo družile. Zapomnimo si nekaj.
Koliko sem še zdaj? Oh my god, pol ure. Pol ure. Upam, da. Pa vedno vem, da 15 minut je tisti, ki je najboljših, najbolj gledanih. Ampak jaz pol zaživim, pol šele zaživim. Pa zdaj, ko sem si zastavila cilj, da je v četrtek 2020. A veste, koliko imam jaz energije, ko bi včasih kar butnala ven, pa ne morem. Zato, ker sem rekla, enkrat na teden se vam javim. Zdaj mi je pa ušlo. Zdaj mi je pa res ušlo. Misel mi je ušla. Poanta kaj je, da se bomo začele družiti na način, se znale pogovarjati, si znale izmenjati kako temo. Vse gremo skozi podobne stvari. To sem hotela povedati. To sem hotela povedati. Ali veste, da mi vedno privlačimo. Gorenjsko sem tudi videla, Koroška. Bravo, se Koroška, tudi vem, da me spremlja. Se opravičujem, dragi Korošice tudi veste med mojim seznamom, ampak ko Ljubljančani odmevajo, pol sem, Notranjska, evo, krasno vas je videti in slišati. Kaj je pomembno? Ali vi veste, da vse tiste, katere pridejo, ali pa tiste, katere bodo prišle zdaj k meni, to imajo podobne vzorce, kot sem jih imela jaz. Res, čisto podobne. Samo na nekatere sem odpravila, nekatere so, na katere imam jaz, na enki vzorec, močnost, jakosti, nekdo ima pa na 6 ali pa na 7. Mi vedno privlačimo podobne ljudi, kot smo sami. Ne moramo drugače, ker tistih ne vidimo. Tisti, ki nas ne zanimajo, tisti, ki imajo drugačne vzorce, ker njih sploh ne vidimo, nam grejo mimo. Ja, ok, ampak evo, spet druga tema. Vse dobro vam želim, krasen vikend. Tisti, kateri ste z mano na mojem webinarju, ker res sem naredila online tečaj z mojimi izkušnjami, z mojim delom, kako sem delala na sebi in to tudi delim naprej, ker se zavedam, da če ne bomo delali na sebi, bomo se vedno z večjimi stvarmi ukvarjali, v resnici pa ni prav, se moramo sami seboj. En lep večer in se vidimo naslednji četrtek.